Hvala, da ste prišli in hvala Martinu za ta film. Predsednik Steljo pravi, da smo mi psihološko bolj usposobljeni za razbiranje človeške duše in da ste vi, je rekel on, ne jaz, bolj materialistično razpoloženi in da razmišljate od sendviča. Živimo v časih, ko njegova umetnost in moja umetnost iz leta v leto razmišljamo o sendvičih tudi mi. Tako da naj vas ne skrbi okrog materializma. Ali pa materialnosti, boljše rečeno. Torej, režiser Martin Turk je o filmu zapisal tako, o genezi tega filma. Pred leti sem sanjal prizor, ki me je prevzel in sem ga nosil s sabo dolgo let. Sanjal sem klečečega moškega pred klošarjem. Klečeči moški je bil prepričan, da pred njim stoji Jezus. Klošarja Jezusa je rotil, naj se mu razkrije. In ta sanjski prizor je povsem prevzel mojo domišljijo, začel sem se spraševati, kakšen človek bi se lahko znašel v tej situaciji, kakšna je njegova osebna zgodba, v kakšni družini je odraščal. Tako so se počasi začeli nabirati zametki zgodbe. V nekem trenutku se je nakopičilo toliko idej in podob, da se je zgodba zložila skoraj sama od sebe. Nastala je prva verzija scenarija za film Nahrani me z besedami. In sanje so se uresničile očitno, ne? Ali še vedno smo gledali sanje? Ne, sem dal sanje na papir, tako da sem odsanjal to zgodbo. Sicer trajalo je 3 leta nastajanje tega scenarija, tako da zdaj lahko rečem, da sem nekaj dal za sabo, da gremo delati nov projekt. Ta fant, ki najde klošarja na samem začetku filma, pa še potem seveda, ko se zgodba rekonstruira, pove nekaj tako zelo močen stavek, ga pove, vidimo kasneje očetu oziroma mami v družini, jaz grem odkriti nekaj novega, nekaj, kar še ni bilo, ena strahotna, taka močna hrepenenska sila ga žene v neko, bi rekel, iskanje verjetno nemogočega. Koliko je tebe tu notri v tem tretjem sinu? Mislim, da je bolj, jaz sem pač to pisal v misli tako, da on govori očetu, ne. On govori očetu, glej me, jaz bom nekaj naredil, da me boš končno pogledal, pa se z mano pogovarjal na drugačen način, ne. Tako da pač on je Jezus Kristus, ki se hoče razkriti in dokazati, ne. Tako da pač je ena stvar je, kar on govori, druga je pa, kar misli, ne. Tako da nastalo iz tega, ne, in potem je po svoji, tudi zaradi tega je potem ta lik, ki bo na začetku na papiru mišljen vizualno različen, dobil tudi nekako vizualno podobo Jezusa Kristusa, ne. On išče Jezusa, ampak v bistvu on je Jezus, ki išče samega sebe, ne. Tako da je bila to, no, tak nekako ta figura, te besede, ki on je izrekel, ne. Tako zelo biblijsko, ne, zveni. V bistvu veliko je biblijskih citatov noter. V bistvu je hecno, ker zakaj si me zapustil, recimo? Ja, v bistvu je tako. Dosti ljudi me sprašalo, a je to religiozen film, je film o religiji, in jaz vsakeč povem, ne, to ni film o religiji, to je film, ki ima figuro Jezusa Kristusa, in ko smo vprašali, zakaj, sem pač rekel, da figura Jezusa Kristusa je neka močna figura, ki vsi poznajo, ne glede na to, ali si veren ali nisi veren, in imamo eno močno predstavo te figure, ki nekako združuje neke želje, ideje o nekem, ne bom rekel idolu, ampak neki osebi, ki predstavlja neko dobroto. In v tem smislu vidim jaz tega mlajšega sina, ne, po svojem naivnega, po svojem dobrega, ki pa se ne znajde in ne zna živeti v tem prostoru in v bistvu išče samega sebe. Obenem pa on združuje celo družino in njegov odhod, to njegovo potovanje omogoči, da se cela družina zagleda sama vase in po svoje začne komunicirati, ne.
nekako tudi to glavna tema filma, ne, komunikacija, se tudi zaradi tega je naslov Nahrani me z besedami, ker v vsaki zgodbi nekdo sprašuje drugega, naj začne komunicirati z njim, ne. Se pravi, v neki kritiki sem zasledil, da je temelj in steber pravzaprav filma družina kot taka. Je to res? Ali misliš, da se mi je zdela kot kritika malo pravilna sicer, kot ugotovitev, ampak se mi je zdela majčken skrčena? Sigurno, mislim, v enem trenutku, mislim, lahko govorimo na široko, veliko bi se porabilo, ampak na koncu je to zgodba o družini, ki išče samo sebe, oziroma vsak lik išče samo sebe in na koncu se mi zdi, da se najdejo, ne? Na nek nedokončan način, ampak je to nek... Ja, konc je precej odprt, ne? Tudi ta, bi rekel, to zaplavanje s klošarjem, ne, ki kar naenkrat zgine, pravzaprav človek ne ve, ta klošar sploh bil, ni bil, kam je šel. Zadnjič si mi, ko je, pravzaprav ne zadnjič, danes, ko sva se pogovarjala, medtem ko je tekla projekcija, si mi razlagal, da ste izvajali neko anketo v zvezi z klošarjem, da se pač publika deli v dva sklopa, v sklop realistov, ki pravzaprav vejo, da je obstajal in da je mogoče utonil, umrl in ker ne vemo, kam je izginil in kako je izginil, v sklop ljudi, ki pravzaprav verjamejo, da je to privid samega. Kaj ti meniš? Jaz sem pustil zelo odprt ta lik, v smislu, da pač sem pustil, da si gledalec samo obrazloži, ali je ta lik obstajal ali ne. In vidim, da pač nekateri verjamejo, da je lik obstajal, nekateri pa, da je to njegova imaginacija. Nekateri vidijo njega kot schizofreno osebo, ki pač vidi tega lika. Tako da sem pustil, je zelo odvisno od osebe in ko so me spraševali, recimo po festivalih, a ta klošar obstaja ali ne, a je to Jezus ali ne, sem jaz rekel, da pač je odvisno od vas, od gledalcev, kako to sprejmete. Jaz ne bom povedal, ali je ali ni. Če si ti realist, boš videl, da je obstajal, pa da je utonil, če si v svojem nekem mističnem svetu, ki verjameš, da pač obstaja Jezus, pa se vrne na zemljo, pač je to nekaj nerealnega oziroma neka svoja vizija, tako da sem jaz prepustil gledalcem in se mi zdi pomembno, da si gledalec sam poskuša obrazložiti in v svojih mislih nekako zaključiti to zgodbo, ne, ker potem, ko greš po festivalih, pa greš v tujino, pa se pogovarjaš z ljudmi, z gledalci, s kritiki, vidiš, da pač v vsaki državi tudi drugače sprejemajo, ne. Recimo, ja. Najboljši mi je meni odziv, ko sem film videl, ko sem imel projekt v Franciji. Mislim, dvakrat sem v Franciji, dveh krajih, v manjšem mestu in malo večjem mestu, ampak je bilo zanimanje ogromno. Ljudje, kljub temu, da niso bili povsem sigurni, ali so razumeli film do konca, ampak so ostali, so hoteli vedeti, so hoteli se pogovarjati o filmu. Niso zaključili film, je dober ali slab, ampak so sprejeli to, da sem jaz želel v filmu postaviti vprašanja, na katere si mora gledalec sam odgovarjati in bi rekel, da so kot gledalci in mi je bilo fajn, da jaz nisem samo zaključil in se rekel, ok, tako je, to so odgovori, ampak ta film postavlja vprašanja. In se mi je zdelo to nekaj filmskega, nekaj, kar to spada k filmu, postavljanje vprašanj. Človek gre domov, razmišlja o filmu in razmišlja to, o čem je gledal, mislim, da mogoče je tako fino, ok, sem si ustvaril svojo obrazložitev. Tako da je, in v tem sem spoznal, ne, recimo, ker nekateri kritiki tle so me malo napadli, da pač je film ni zaključen. In se mi zdi, da to pa je stvar neke vzgoje, pa koliko so neke odprtosti, ne, pač film ga lahko jaz zaključim kot gledalec, ne rabi, da ga zaključi režiser, ne, in to je bil moja ideja. S tem, da jaz sem imel posnet, v scenariju je bil tudi posnet zaključek, družina se vrača domov in ima soočanje, ko se vsi skupaj soočajo pred hišo. Ampak, ko sem bil montažen, sem mogel odločiti in
sem čutil enostavno, da film se mora tu zaključiti in da gledalec sam si mora predstavljati, kako bo šli oče in sinova, se bosta vozila v avtu in se boste pogledali v oči in si bosta rekla ali ne bosta nič se pogovarjali. Ne. In se mi zdelo, da pač to je ta del, ki si mora gledalec sam predstavljati. Ne. Da ne morem jaz to zaključiti in mu nekaj usiliti. Ne. In tle potem smo se tudi pogovarjali, ne, pač, da pač montaži v enem trenutku mora se odločiti, kako zaključiš film. In film je zaključen in to zdaj gre in ni več poti nazaj. Ne. In pač jaz sem se odločil, da konc je tak in pač da ta del po tem srečanju ob jezeru, da si ga mora sam gledalcu obrazložiti. Ja, čeprav recimo ta konc, odprt konc, ne, verjetno je odprt zaradi tega, če nič drugega, če v družini govorimo, vendarle manjka in zmanjka ženskega elementa, ne, mame, tako da recimo mogoče to nekako ustvarja nek drugačen vtis, da je stvar, bi rekel, te moške linije, pravzaprav drugače mogoče zato, ker je seveda mama na nek način odsotna in prisotna za to demenco, ki je zelo vprašanje, kaj je s to demenco, pravzaprav mi odpira na celo vrsto vprašanje okrog dementnosti v tem kontekstu, a sploh je ali je sploh ni, ne. Ampak tisto, kar me seveda vedno fascinira v filmih in tudi v dramah, kar govorimo, je, bi rekel, ta grdo rečeno sicer in med navednicami postavlja manipulacija s časom, ne. Zdaj tako, ta naš čas, vsaj tako kot jaz gledam, oziroma da rečem, človeško življenje je sestavljeno seveda iz preteklega časa, tega najbolj poznamo. Ta je najbolj siguren, ta je del tvoje zgodovine in je potem sedanji čas večina nas ga ne zna ujeti v pravem momentu, beži. In potem je ta strahotna prihodnost, ki se jo mogoče bojimo, čeprav jo nismo še nikoli videli in ne bi imeli niti razloga kakšnega straha, ampak vendarle je pa ta hrepenenski, ta čustveni moment, ki seveda ne, ampak ti trije časi ne, tvorijo verjetno eno smiselnost življenjskega in človeškega bivanja v tem prostoru, ki mu pravimo ta svet. Ti kakšen odnos imaš ti s časom v tem smislu? Mislim, ideja glavna že v štartu je bila to, da pač je ta sedanjost prisotna v vseh treh delih. Ne. Že od začetka je bilo mišljeno, da bodo to 3 deli, kjer imamo isto časovno obdobje, ampak v vsakem delu imamo glavnega junaka, ki doživi to isto časovno obdobje na različen način. Zaradi tega je tudi so po svoje vsi 3 deli posneti na različen način. Prvi je bolj realističen, drugi je tako, bom rekel, malo bolj thriller, tako nekako bolj žanrsko, tretji del pa je bolj tako malo nadrealističen oziroma malo mističen. Ne. Ker se mi zdi pomembno ta percepcija časa in dogajanja. Ne. Dogodki so isti, časovno se dogaja v istem način, ampak nas okolje, ljudje, situacija postavlja na tem, da pač doživljamo situacije na različen način. Ne. Tako da zaradi tega je bilo tudi posneti so na različen način. Glasba je ista melodija, ampak v vsakem delu je izpeljana na različen način. Posneto na različen način v smislu, da prvi del je ves iz roke, je tako bolj živčen, drugi del je v glavnem so statični kadri, tretji del pa je steadicamom, ki je v bistvu vse videno iz subjektivnega pogleda najmanjšega sina. Tako da pač mi je bil pomen ta struktura, te 3 deli so bili tako nastavljeni, da pač percepcija celega filma izhaja iz teh 3 delov. Ne. In potem zaključek je pa odvisen in subjektiven od gledalca, ki se postavi strani in po svojem oceni te 3 zgodbe, ki je videl. Ne. Tako da pač vprašanju v enem trenutku, ali bi zakaj nisem jaz montiral pa razseckal recimo te 3 dele, pa jih zmešal, tako kot vidimo v nekaterih filmih, nisem mogel sprejeti, ker sem pač jih napisal na tak način, da pač vsak del je neka celota zase, ne, ki pač skupno postavlja en pogled na to družino. Disfunkcionalno, ampak je kot
družina še vedno deluje neko celoto. Ja, ampak recimo sam si omenil formo trilerja, ne? Ti sicer govoriš v drugem delu, kar je prisotnost, neka stvar, ki bi se lahko zgodila, ta počasne odpiranja vrat, pa ta atmosfera, ki je lahko malo zlovešča, ne? Ampak tudi v prvem delu pravzaprav je prav nek trilerski ritem pravzaprav okrog policije in tudi zadnji del iskanje, izginevanje tega človeka, ponovno iskanje, spanje v podzemni ali pač, kjer je, vse v Trstu nimamo podzemne, imamo neko luknjo tam pod postajo, pa te zadeve. Ampak koliko je pomembna pravzaprav odločitev neke forme v filmu, glede na vsebino, ki jo imaš. Recimo, če mi je dovoljeno, da rečem, da je pogojno rečeno trilerska, bi rekel, izhodišče in forma, koliko je to pomembno pri vsakršnem ustvarjanju, pravzaprav, ne? Pa mislim, da je. Mislim, da kot režiser se v enem trenutku moraš odločiti, kaj imaš v glavi, ne? Kakšno atmosfero narediš in mislim, da to je pomembno in je tisto, kar razlikuje tvoj film od nekoga drugega. Ne toliko zgodba, ampak atmosfera, ki jo ustvariš in ki nekako gledalcu pustiš. Se mi zdi, da to je najpomembnejši del, ne? Da pa to je tvoj pečat kot režiser. Ne? Mislim, da določeno stvar korektno lahko marsikateri režiser zrežira, ampak imaš nek subjektivni pogled na stvar, nekaj, kar imaš v glavi in potem to probaš ustvariti, ki je tvoj, ki ga ti vidiš, imaš ti v glavi in enostavno nekdo druga ne more dati. Ne? In se mi zdi, da to je tisto, kar po svoje niti ne moreš obrazložiti. Ne? Pač to jaz imam v sebi, poskusim dati in to nekako podzavestno oddajam v film. Ne? Tako verjetno jaz tudi neke mogoče te trilerske ideje so imel v sebi, to sem te dati, ampak nezavedno, ne. To da pač je to ampak verjetno pomagajo pri neki napetosti, verjetno pomagajo pri neki suspensu. Sigurno je pa to neka stvar, ki pač že, ko pišeš, ne, pač ustvariš in pišeš in so neke forme, ampak ni pa ta thriller klasičen od neke točke A do točke B, ne, ampak probaš potem, ki se potem tudi naveže na drugo zgodbo in forma je pomembna, kakorkoli je za gledalca, da po svojem, še zmeraj imamo Aristotelesa pa neke svoje forme. Ne? Thriller je dost, bi rekel, egzaktna znanost, ne? V vsaki formi, kot se pojavlja v izgledu. Mislim, je neka matematika, ki se mora na nek način izid. Tukaj se pri tebi ne izide, v tem smislu ni thriller, zaradi odprtosti tegale konca ali pa karkoli, ampak če cel film pravzaprav veje, meni vsaj, no, tako en tvoj pogled na svet, ki se mi ne zdi, da je zelo optimističen. Kljub temu, da vnašaš pojem ljubezni ali pa dobrote ali pa iskanja tega, ampak je nad celim filmom visi neka apokaliptična atmosfera, zelo močna beseda, ampak nek konec je tu. Čeprav recimo ti moram reči, da mi je zelo olajšalo gledanje tega filma en prizor, to sem ti rekel na 4 oči, pa zdaj na več oči bom tudi povedal. Seveda te zelo pritegne ta zgodba tega nesrečanja s Kristusom, ne, med navednicami, kdorkoli že on je. In potem se zgodi prizor, ki me kot gledalca od tega, vsaj mene, reši tega problema. Ne. Tip, ki ga igrata naš prijatelj Zakinja, ne, je zelo sugestiven, ne. Zelo je, bi rekel, močna osebnost, klošarska, take, ko jih poznamo tudi tukaj, kjer veš, da so klošari zato, ker so mogoče se odločili za to in imajo za sabo neko zelo močno duhovno ali pa kakoškoli intelektualno življenje. In ta seveda ga kupi z eno zadevo, z enim napisom na enem papirčku, ki se misteriozno zgubi. In ta misterioznost okrog tega se stalno prihaja, odhaja. Potem se pa zgodi kraja v trgovini za tisto flaško džina, ne. Ko ga prepriča, ne, da ti zamoti malo blagajničarko in potem boš ti odnesel ven tisti džin. In seveda iste besede, ki govori njemu, ne, iste besede govori na blagajni, ne. To se pravi, mene mora imeti zelo napeljuje, da gre za precejšnjega bleferja. Oziroma za človeka, ki se zelo dobro znajde in seveda zelo dobro zna izkoristiti to svojo norost, ki je očitno v mestu poznana, vemo za take tipe,
Ne, in seveda, ampak rezultat je alkohol, ne. Zdaj ne vem, če zelo reduktivno gledam na stvar, tako da me popravi, prosim, če. Ne, mislim, meni je bilo, ko sem pisal, mi je bila moja želja, da tako kot on sam ni prepričan, tako da tudi gledalec ni prepričan, ali je to blefer ali ni blefer, ne, tako da pač je bilo mišljeno, da je tako, da je dvoumen ta lik, ne, s tem, da je tudi tako posnet, če boste gledali še enkrat film, da pač nihče drug ne vidi tega klošarja razen njega. Tako da pač so te napeljujem, ustvarjam, pa poskušam malo se igrati s tem, ne, tako da pač je bilo to neka igra, lahko nekdo vidi, pa ne vidi, ne, ampak tako mi je bilo zanimivo s tem igranjem, ne, s tem, in ta džin je bil ta, ok, ga postavimo na neko realna tla, ne, hočem alkohol in nič drugega, ne, ali pa kup mi alkohol, to je to, ne. Prej si omenil o tem koncu, ne, ki ni konc, ki noče dati odgovore. Zdaj verjetno, tako si predstavljam, da ne vem, jaz imam tudi rad gledališke predstave, ki ne dajejo bistvenih odgovorov, ampak jih odpirajo vprašanja, ne. In tako se mi zdi, da več ali manj cela umetnost funkcionira z temi. Pa se ne zdi, tako če govorimo o umetnosti zelo pavšalno in zelo nasplošno, ampak konkretno tudi o tvoji, da mogoče pa je čas, da umetnost začenja dajati neke odgovore v času, ki ga živimo, seveda. Ali je prav, da ohranja neko distanco do sveta kot takega. Da nas samo, kako bi rekel, samo biča, ne, oziroma nas samo napeljuje k temu, samo k razmišljanju in odpiranju vprašanj, ne v neko sintezo, ampak v enostavno analitičnost, pravzaprav, ne. Jaz mislim, da potrebujemo oboje, ne. Imamo vrste umetnosti take in take, ne, tako da zaradi tega mislim, da smo tudi različni, se različno odločimo, kako zaključili, ali bo zaključili zgodbo ali ne. Tako da mislim, da je zelo odvisno subjektivno, ne. Jaz v tem primeru govorim za ta film, da sem se čutil, da moram pustiti odprtega, ne. Drug film, ki ga bi pripravil, bi rad, da je, recimo, da je zaključen film, ne, da ima svoj konec, ne. Tako da pač jaz mislim, da je odvisno od trenutka, zdaj na splošno umetnost, kako naj deluje, težko. Mislim, da je pač zelo odvisno od samega ustvarjalca, kako se odloči. Težko reče zdaj, ali mora biti tako ali tako, ne. Ne vem. Mislim, da nisem toliko pameten, da bi zdaj dal lahko en zaključek. Pa imaš raje tiste, ki dajo odgovor, ali tiste, ki odprejo vprašanje? Jaz moram reči, da raje, da tisti, ki... Zdaj sem gledal, včeraj sem gledal en odličen ameriški film, naslov je Mad, od Jeff Nichols, ki je bil tudi v Cannesu, pa je bil zelo kar uspešen. In recimo je tak film, ki je imel tak čist na koncu so vse razplete, vse se konča, vse zaključi, happy end, ne. In moraš, da mi je motlo, da bi raje, da bi pustil malo odprto, pa da ne vem, kaj se zgodi z glavnim likom, ne. Tisti happy end na koncu, ki ti vse pove do konca, kaj se z vsem zgodilo, moram reči, da mi je malo motlo, da bi mi raje, če mi pusti. Ampak v tem primeru se potem pa ukvarjaš z stališčem, ki ga je umetnik podal, pa režiser, kdorkoli, ker on je podal pol svoje stališče, definitivno, in ti odpira vprašanje tega stališča, ne? To je... Ja, ampak se je zaključil, film sem ga pozabil. Mislim, da če mi pustil odprto, bi še razmišljal in bi še ostal še malo z mano. Bi ga še nosil s sabo, ne samo zato, ker mi bil všeč, kako je bil narejen, ne? Ampak se mi zdi, da s tem, ko bi mi pustil malo bolj, mislim, to se mi zdi, da je pač razlika, predvsem, zdaj govorimo o filmu, med evropskim filmom pa ameriškim filmom, ne. Ameriški film ima tendenco, da se zaključi do konca, ti pove do zadnje vejce, kako je, ne. Oni imajo to stališče. In to se mi zdi, da je pač razlika med, ne toliko med posameznimi umetniki, ampak na splošno nek način gledanja umetnosti, ne. Zaključevanje ali odpiranje, ne. In se mi zdi, da pač je bolj to nek širši fenomen, ne. Da smo pač mi v Evropi, ko delamo filme, drugače nastrojeni, ne. Da postavljamo vprašanje, tam pa dokončno dajo vse odgovore, ne. Tako da jaz mogoče zaradi tega imam raje evropske filme, ki pač si jih potem nosim sabo. Mislim, tako bom rekel. Vam dam primer,
dveh filmov, ki sem gledal v istem obdobju, v istem tednu. Bila sta dva filma, ki sta dobila glavne nagrade v Cannesu, je Beli trak od Haneke, pa Profet od, mislim, da je Arno, se ne spomnim dobro priimka režiserja. Gledal sem filme, če jaz gledam filme 10 zvečer, ko pač grejo moji otroci spat in pol takoj vidim, če film je dober, ga gledam. In oba filma sem pogledal in pa sem gledal tega Profeta, Preroka, in film se je genialno tekel, mislim, tako bo rekel, tako deluje, scenarij, vse štima, te zapelje, se zaključi, tako bom rekel, celota, fenomenalen. Gledam Beli trak, težek film, počasen, ampak me zapelje, ogromno slik. In končam gledati film in nisem prepričan, kaj sem videl. Ne vem, če mi bil všeč. En teden kasneje razmišljam o teh dveh filmih. Enostavno sem pozabil Preroka. Haneke film pa še zmeri z mano. Še zmeri so mi jasne za slike, še zmeri ga vidim. In tle se mi zdela razlika med dvemi odličnimi filmi, ampak kaj je tisti film, ki tako lahko rečem, je bil zame boljši, sem bolj dotaknil. Tisti, ki po enem tednu sem ga še razmišljal o njem, sem še ga nosil s sabo. Drugi film bil odličen, ampak sem ga konzumiral. Se je zaključil in sem pozabil to zgodbo. In tako, to sta en primer teh dveh filmov, ko pa sem jih gledal, pa recimo bila na koncu filma drugačna način satisfakcije. Ampak Beli trak ga še zdaj imam s sabo, še zmeraj vidim te otroke, nasilje, ta črno-bela slika. Skoraj lahko rečem, da sem Preroka skoraj pozabil, kako deluje vizualno, in tudi kot zgodba. Tako, to sta bila dva primera filma, ki pač moč filma, in glede tega, tako, mogoče same, ne vem, če je zdaj bolj forma ali zaključka Če si za to se nagneva v eno drugo potem, če bo kdo želel, prosim? Ja, če bo kdo želel kaj vprašati, imamo tam mikrofon, tako da v zvezi s filmom, pa tudi z nefilmom. Mi da z Martinom vsak na svojem polju režirava in oba sva se odločila, da bova ta študije opravila v Ljubljani. Jaz malo prej kot on malo kasneje. On že v svobodni Sloveniji, jaz še v Jugoslaviji. Zakaj si prišel v Slovenijo? Zakaj se nisi še posebej zaradi filma bolj obrnil na italijanska tla, pravzaprav z izjemno bogato in močno tradicijo? Rim, Cinecittà, Akademija. Jaz mislim, da bo tako. Realno gledano bo to zelo praktični razlog. Ko sem jaz končal licej v Trstu, sem se najprej odločil, da bom pač študiral film v tem smislu, da sem rad gledal filme. Gledal sem po 3 filme na dan in me zanimalo, da mogoče bi pa vseeno nekaj v zvezi s filmom in bi študiral zgodovino filma in sem 1 leto študiral v Trstu. V tem obdobju pa sem spoznal, da mogoče bi me zanimala tudi malo praksa, ne samo teorija. Zdaj pa kam bi šel pa študirati? Imaš Rim, je veliko mesto, ampak nimam pojma, kako funkcionira, to je daleč, verjetno drago. Imaš pa Ljubljano, ki je blizu, imaš AGRFT, ki kolikor toliko sem poznal, da imajo študentske filme, da delajo. In drugi faktor je bil to, da v teh letih je pač močna iniciativa organizirala Ministrstvo za šolstvo in šport in je tam v tem obdobju, v teh 5 letih je bila za zamejci in izseljence, ki so šli študirati v Ljubljano, v matično domovino so dobili štipendijo in študentski dom na razpolago za študij. Še zdaj, še zdaj tako. Meni je dal Tito štipendijo.
Še zdaj tako? In to je bilo močen razlog, da sem po tem delu poskusil narediti vstopne izpite in je pa bilo, tako kot sem prej govoril Borisu, je bil pa ta slovenski film Tabula rasa, jaz ga nisem poznal. V Trstu možnost gledati slovenskih filmov ni bilo. Jaz sem gledal na svoji zemlji, ki so nas peljali s šolo gledati in sem videl še 2 slovenska filma, ko je bila retrospektiva jugoslovanskega Črnega vala na festivalu Alpe Adria. To je bilo vse, takrat je bilo DVD-jev, slovenski film na DVD-jev niso obstajali, projekcije slovenskih filmov v Trstu ni bilo. Tako da jaz sem prišel tako eni hecna anekdota, ko sem jaz prišel na akademijo. Grem, vstopni izpit imam, pred mano ogromno število profesorov, ki nisem imel pojma, kdo so. Med njimi sta bila Karpo Godina, Franci Slak, Matjaž Klopčič, jaz nisem imel pojma, kdo so ti ljudje. Vizualno. Sem pa videl na 30. film festival, takrat na tej retrospektivi, ki ga je organiziral naš Srđo Grmek, Grmanin Grmek. En film, ki mu strašno všeč in se klical, naslov je bil Zgodba, ki je ni. In takrat, če sem si dobro zapomnil, bil Matjaž Klopčič, režiser, takrat sem nekako še to imel, se spomnil. In me vprašal na vstopnem izpitu, a ste vi videli kakšen slovenski film? Jaz sem rekel, zelo malo. Ampak sem videl te film, Zgodba, ki je ni. Ta bi bil pa res všeč, tak mi spominjam, da francoski Novi val, se mi zdel tako, da nisem vedel, da je lahko slovenski film tako podoben francoskemu, ne? In pol me profesor Zupanič mi pokaže, aha, veste kdo, Matjaž Klopčič je to režiral in evo ga, vam ga predstavim, to je Matjaž Klopčič. Ampak po drugi strani je bil pa seveda Matjaž Klopčič izjemno presenečen nad tvojo, bi rekel, bogatim znanjem svetovnega filma. Ne? Ti si vendarle prihajal iz mesta, danes mislim, da tega ni več, niti v Trstu, kjer smo imeli na razpolago, ne vem, Kapelo Underground, Teatro Mijela, mislim, tam so bili filmofili iz vseh koncev in to se je gledalo na retrospektive pa Ariston Cinema in tega si lahko ogledal, ne, tako da si prišel tako da so se ti verjetno celo čudili, ker v Ljubljani niso imeli dostopa do teh filmov. Bilo je tako, da pač jaz prakse sem imel zelo malo, ker sem tistem letu svojo videokamero malo snemal s prijatelji, pa nekaj malo se igral. Sem pa imel znanje filmov, jaz sem pač tiste 2 leti, preden sem šel delati vstopni izpit, redno gledal po 3 filme na dan, snemal in čisto sem se zaljubil v to umetnost in sem res užival v tem. Tako da pol je bilo na vstopnem izpitu, glavni se je nekako navdušil za mene Matjaž Klopčič in me pol začel spraševati, a vi poznate ta film? Jaz sem rekel, ja, to sem videl. Pa to ste tudi videl? V naslov, ja, sem videl. Pa poznate to? Ja, tudi to poznam. Pa kje ste se to videl? Trst je bil takrat nekaj neverjetnega, kar zdaj ni več. Je bilo ogromno teh Cinema Desai, filmov, tako kot je recimo Kinodvor, ki so imeli na programu avtorske, predvsem evropske filme. Je bil Alpe Adria festival, je bil festival latinsko-ameriškega filma, je bilo znanstvenega fantastike, Kino Mijela, gledališče Kino Mijela je imel strašne retrospektive. In v Trstu je bila močna je bila študij zgodovine filma. Ta famozen. Znan profesor Farasino, znani italijanski kritik, ki je učil v Trstu in zelo močno je bilo takrat, ker zdaj tega ni več. Tako da je bil stik s filmom v Trstu neki res pa močni posamezniki ki so to gojili, recimo Bratina. No, recimo. Ja, Bratina pa Kinoatelje. Tako da pač je, mislim, ampak recimo v Gorici so imeli lažji stik s slovenskim filmom, so bili bliže, bolj povezani slovenskim filmom, v Trstu pa ni bila ta povezava s slovenskim filmom, kar je v bistvu zdaj... Ja, to je bilo res, ja, to je bilo v 80-ih letih, se spomnim, je Gorica, Bratina je organiziral in je privabil kar precej italijanskih kritikov, da se je sploh začelo pisati,
je bila retrospektiva slovenskega filma, prva in zadnja. Enkrat v začetku 80-ih let, tam 82, 83, to vem, ker sem sam prevajal 3 filme, Dialog, Liste, in sem jih potem tudi Italijanom prevajal in govoril v slušalkah. Vem, da sem prevajal na svoji zemlji in sem jim to prevajal z izjemnim zanosom. Ampak to je bilo od takrat naprej nič več takega, zanimivo Trst sploh ne. Ko sem bil še otrok in malo več kot otrok, sem kakšne slovenske filme gledal po društvih. Ne vem, se spomnim na Brežino, občine, Prosvetna zveza imela en projektor, ki ga je selila in ga, takrat so bili še umni koluti. In to je to, kar je svojevrsten fenomen, ne, ki govori seveda, zdaj, če govoriva tako kot zamejca, ne, govoriva vedno o tem non-stop sporu, ki ga zdaj, ko sem postal, ko sem na nek način manj Tržačan, ampak nikoli do konca Ljubljančan in ne vem več, kaj sem. Vem samo, da tam pri nanosu preklopim jezik, nekako tako avtomatično, ampak se zgodi to, da slišim stavke v Trstu, kaj češ Ljubljana, oni nas ne zastopijo. In potem ugotoviš, da nas res ne zastopijo, na svoji koži sem to ugotavljal, ne. Ampak potem seveda ne rečem, dobro, če je to 50% resnice, je drugih 50%, da tudi Trst v Ljubljani pojma nima, ne. In to je en mali signal, tudi nismo se pretirano trudili ne eni in drugi. Kdaj so bili trenutki nekih odprtih momentov in to naprej, ampak v glavnini je kulturna sfera, kar je najbolj zaskrbljujoče, ne, za politiko niti toliko ni, ker pač politika je tudi nekaj, kar se sproti dogaja in sledi nekim trendom, ki so kdaj višji od tega, ne, ali vsaj oni mislijo, da je kaj višjega. V glavnem je tukaj prihajalo do absolutnih nesporazumov, ne. Trst je bil še najbolj aktualen, ko je Cankar v njem predaval in ga nekako opredelil kot slovenska pljuča, ne. Ampak tvoja naloga, oprosti, ali pa moja naloga, a je, bi morala biti, ali ni neko povezovanje. Ker to je tudi neko breme, ne, se moraš odločiti za to, ne. Recimo tako bom rekel, da smo nekako z igranjami filme, recimo, da je težje to predstavljati, ta dva svetova pa povezovati, ampak s prijateljem, sodelavcem, režiserjem Juritom Grudnom poskušava vsaj v nekem dokumentarnih delih približati slovenski, zamejski svet, tržaški predvsem, tem onkraj meje, ker zame še obstaja meje, po mojem tam se nekaj vseeno ustavi. Kar je v igranjih težje, ampak mislim, da mi imamo to v nekem svojem podzavestno že to delamo. Jaz mislim, da že težko sem vključil svoj zamejski svet v Nahranime, ampak mislim, da sem podzavestno to uspel, že ko sem vključil Trst v film, da smo šli snemati v Trst, da sem poskusil vključiti tržaške igralce, zamejske igralce in vsaj kanček tega približati, ne. Tako da pač mislim, da dosti gledalcev je bilo zelo veselo, da je spet videlo Mirando v filmu. Zelo fajn je bilo delati z Mirando, presenečeni so bili, da Miranda še lahko igra dobro. Tako da, pa tudi za kakšne manjše vloge sem poskušal, kar se je dalo vključiti, ne. Tako da pač sem po svoje nekako poskušal, ne, nisem mogel, no, se tudi prej Boris me vprašal, zakaj ne bi poskusili kaj spet tudi na filmu, kaj naših avtorjev vključiti, ne, ampak mislim, da je naša naloga, da predstavimo ta svet, da poskušamo zbližati, ne. Prej sva se pogovarjala tudi o tem, ne, da šokantno je bil naš prihod kot študenta na akademijo, moj strašno, ko sem se zavedel, kakšen analfabet sem, slovensko ne znam govoriti. Enostavno se je soočal. Govoriti še, ampak pisati je bil problem, ne? Pisati je bil problem. Jaz sem imel mojo profesorico na akademiji, ki me nenehno
zafrkavala, ali sem jaz Martin ali sem Martin. Ali sem... tako da je bilo kar težko, ker jaz sem mogel dajati tekste, jaz sem mogel pisati scenarije na akademiji in je bilo treba to nadgrajevati. In enostavno se zavedaš, da s tem, ko ne gledaš filmov slovenskih, ne gledaš televizije slovenske, nimaš tega znanja in se mi zdi, da pač je bilo velika napaka, da se ni kazalo več, mislim, da tudi zdaj vse počasi to uvaja, ampak da v bistvu nismo poznali slovenskega filma v Trstu, nam ga niso kazali in smo tudi zaradi tega bili šibkejši jezikovno. Ne. Mislim, moji otroci gledajo slovenske televizije, predvsem risanke sinhronizirane slovenščino, ne, in se s tem učijo. Ne. Tako da pač je tudi z tega vidika, se mi zdi, da je pač po svoje tudi internet. Ja, ampak jaz sem ti prosti, da prekinu. Ja, ne, kar. Jaz sem ti zadnjič, spet skozi govorim zadnjič, imam probleme z preteklostjo. Prej so se pogovarjali, ne, prav v tej temi, ne, obstaja recimo napisana knjiga zamejskega avtorja, ki bi jo lahko recimo usmislila v filmu, recimo, ki bi nas unesla v ta prostor. Zdaj seveda ne govorim samo o teh dveh klasikih, kot sta Pahor pa Rebula, ne, so tudi drugi, ki pišejo, ne, ali pa ravno kar govoriš o tem šokantnem tvojem, po moje tudi je bil kar šokanten, pri meni je bilo šokantno na začetku vse. Jaz tudi vem, koliko zamejskih študentov, tudi na GRFT-ju, so prišli, so upravili sprejemni izpit in so šli domov po enem mesecu, po 2 mesecih, po enem letu, niso zdržali. Ne vem, zakaj niso zdržali, ali zato, ker je bil tak hud študij, pa ni tako zelo hud študij, v glavnem treba tudi kaj narediti, seveda, ne. Ampak meni je bilo takrat, ne vem, na nek način malo tuje vse na začetku. Seveda sem pa takrat puščal za sabo en zelo bogat Trst. Predvsem angažiran Trst, ne, najbolj v političnem smislu, ne. In ko sem prišel sem, je bilo vse tisto, za kar sem se jaz boril v ovdi državi, tukaj že realizirano. Ne, na nek način. Ampak sem videl, da to ni točno tako, ne. In ne vem, od klime dalje, no, mislim, je to bil velik problem. Moram si dovolim v tej zadnji predstavi, ki jo imam prav noter en košček enega detalja, ker so me enkrat vprašali na Dnevniku, en novinar, samo en dolg intervju, pa smo se pogovarjali o teh razlikah Trst-Ljubljana, ne, ki so ogromne, ne. Kako bi najbolj opredelil razliko, ne, v tem. In se rekel, mogoče se mi je zgodila največja razlika in mi je bilo jasno, kam sem prišel, ko sem leta 76, 77 v nekem navalu domotožja, ne, sem si ga hotel priklicati s hrano, ne. Hrana je en tak pomemben, tudi hrana je različna bila, vsaj od tega, kar smo bili vajeni, ne. Takrat sem bil, tukaj sem videl, da je možno 9:30 zjutraj jesti gola žvampe, ne, recimo, ne. Jaz sem prišel do prvega kafeta dol, ne, takrat. Ampak sem rekel, najbolj se si zaželel, sem rekel, kako bi jaz jedel kakšen domač sir, tako z en kozarcu vina, to, kar tisto primorsko, in sem šel še s Tico, on me je že gledal čudno, ko sem mu naročil sir, ker niso bili vajeni in je rekel, da ga nimajo. Se je rekel, da imajo sam sir za delati ljubljanske zrezke, tisti, ki se topi. Se je rekel, prineste, kar čte. Se je rekel, sam prineste mi malo sira, pa en kozarc refoška. Jaz, ki ne pijem, ampak se je rekel, močen. In mi je prinesel tisti sir in sem gledal ta žalosten krožnik pred mano in sem rekel, se je rekel, je pozabil, ne, manjkajo olive, ne, veljke manjkajo, ne, tako da naredi. In sem rekel, kelnerju, sem rekel, to je ključna beseda, ne, a vas lahko, prosim, če mi prinesete ene 2 olivi, ne. In je Benti 2 je prinesel, ne. A veš, in sem rekel, zdaj mi je jasno, kje sem, ne. A veš, zdaj je ta pa spopad med tem germanskim principom, razumeš, 2, ne. Mi rečemo, prinesi ene 2 veljki, da je vržeš te veljke, ne. Se ni problem radodarnosti, je problem v konceptu, ne. Ampak ta tema tvojega prihoda, ta tema mojega prihoda, ta tema verjetno kar še marsikaterega prihoda,
Je Beti, to je film, Martin. Ne, je bilo dobro, je bilo še ena anekdota, ne, je bil na obisku prijatelj, pri enem prijatelju ni bil pri meni, ne, tak, ki neredno obiskuje Ljubljano in je prišel za 2 dni in pride nazaj iz prehoda po centru, jezen. In vprašam, kaj je bilo? Sem šel v bar, ne, in vprašam Paninin Bjerco in me gledajo, kako ne znajo niti več, kaj je Paninin Bjerca. Kaj ne znajo slovensko. Kaj ne znajo slovensko. In mi ni dal ne Bjerce, ne Panina. In sem šel pročal. Ampak stike s Trstom imaš? Ne. Ne. Ja, sendvič in pivo. Sendvič in pivo so vprašali. Ja, se prošam. Paninin Bjerca in potem so sendvič in Jaz, ko sem prišel na študentski dom, moj cimer je bil iz Mauhin in me je učil besede, kaj je trola, kako se reče sendvič, mislim, kaj se reče panin, da to je sendvič, ne, da pivo, pač mislim, da Bjerca ni Bjerca, treba reči pivo, ne, tako da pač sem imel takoj uvod v jezikovni leksikon v Ljubljani. Prva stvar sem rekel, kaj je trola, ne, nisem znal, kaj je trola. Stike s Trstom, vse manj stike s Trstom, zaradi tega, ker ni časa, predvsem ni časa in pol družina in izgubiš, tako da pač... No, ampak tudi želje ni več? Ne vem, jaz sem pač se navadil tu živeti, moram priznati, da ker je moja žena Belokrajinka, bolj zahajamo v Belokrajino. Tako da Trst je rad hodim Trst domov in gledam morje, ampak da bi tako hodil v center v Trst, pa tak neki tržaški svet mi je malo bolj oddaljen. Se je utujil? Se je utujil, postal različen. Mislim, čeprav tudi Trst se je precej spremenil od tega, kar se ga jaz spomnil, ko sem imel 18 let. To je čisto nekaj drugega, kot je bilo tisti prehodi. Mislim, evo, prej smo se pogovarjali in jaz sem bil šokiran. V soboto, ko sem šel po mestu, ko sem bil v Trstu z družino, smo šli mojim staršem. In se mi zdi, da smo bili na Via Gega, sem opazil, da so treh lokalih, treh kafičih, barih, so bili sami Kitajci, ki so... Ni problema, so tudi v slovenskih dvigarni že, v Trstu. Tako da pač, jaz sem pač, že to pač mi je bil tak šok mal, da pač lastniki, ampak Kitajcev jih ni, ne? Trstu ne vidiš Kitajcev, ima pa dosti lokalov, pa barov, pa tako da je bil tak mal, kje pa ta Trst, ki sem ga jaz poznal, gremo na en rebekin, nekaj malega pojest. Ne, sigurno se je Trst, jaz sem šel enkrat zvečer iz gledališča tržaškega peš v Rojan, ni tako blizu, ma je bilo tako. Nisem slišal slovenske govorice, itak ne, pa tudi italijanska nekaj preveč. Sem slišal vse možne jezike. In sem rekel, evo ti Mitel Evropa, ne, je verjetno ostala zavedno zaprta znotraj neke literature in neke teorije, ker je absolutno, je ostala multikulturnost, ampak se je zelo prevedla. Ja, jaz priznam, da sem zdaj, sem bil tudi zadnjič v Mirmarskem gradu, sem bil vesel, ko sem videl Avstrijce, ki so prišli na izlet v Trst, ne, da še prihajajo, da je še ta občutek, da Trst je še nekaj, kar je bilo, ne, da pač ni se zgubil. Dobro, pa ta sprememba tega mesta, pa tako recimo ti zdaj in jaz tudi, ki smo tukaj, ki hodimo dol tako, ali na kakšen obisk, ali pa ne vem, tu pa tam, ne, te boli ta zadeva, tudi znotraj slovenske enklave, da rečem tako, te boli, te matra, te živčira, ne vem, te naredi jeznega ali pa si indiferenten do te strahotne minljivosti, ki verjetno bo na neki točki pripeljala do nule, ne. Tu smo si seveda sami krivi, v glavnem, ne, ker ne moramo reči, da fašizem nas ni pocrklav, nacizem tudi ne, ampak smo mu zdržali, ne. Zdaj pa kar nekaj tu v neki popolni svobodi, v neki popolni Evropi smo vklopili neko avtodestrukcijo na vseh nivojih, ne, na finančnem nivoju, na kulturnem nivoju, se enostavno anuliramo, se zbrišemo. Ne vem, kakšen odnos imaš ti do tega, mene kakšenkrat to zelo boli, potem me neha boleti, potem sem indiferenten, zelo prehajam v zelo različne stanje. Vem pa, da vsakeč, ko prijem iz Trsta nazaj v Ljubljano, tam dol je
Bernarda, ki lahko to potrdi, pridem nekako nervozen domov. Domov rečem Ljubljana zdaj, vidiš. Ampak pridem nervozen domov, nekako sem tako, no. Jaz malo sem žalosten, mislim, malo vidim, da Trst je tako spremenil negativno, da je pač izgubil vse te neke, ne vem, sam ne znam točno obrazložiti, se je spremenil, ni več ta Trst, ki sem ga rad imel in je bil kulturno zelo močen, no. Se mi zdi, da tudi zdaj se vsega vidikov je švoh, vseh vidikov, filmsko, gledališče, mislim, da tudi Kontrada ima težave, pa vsi, ne, tako da pač je, kar je hecno, ne, kar v bistvu z druge strani, ne, pa je ta tržaška regija, ne, pa mislim, Friuli, Venecija, Giulia je močen filmsko, veliko filmov se snema, ne, še zmeri to se veliko dogaja, ne, ampak na koncu vidiš, da nimaš kje filme gledati, ker kinodvoran ni več. Vse te lepe male kinodvorane so se zaprle, ne. Ja, ostaja ta en, dva tipa Kolosej, ne? Ja. To je v bistvu vse, ker pač veš, kaj gledaš, ne? Ja, kaj, ne vem, jaz mislim, da je mogoče čas, da midva malo... Če boste še vi kakšno vprašanje. Z veseljem prosim, kakšno vprašanje za Martina. Kdo bi se opogumil? Pek ne mora, ne? Kako? Pek ne. Ja, lahko vprašaj. Ja, Mene bi zanima tiste dve sceni, ne? Prva je bila ta dva, ena je bil Plošča, to je naša, ne? V njej pa je bil Barbone, ne? In ki greta v trgovino skupaj in ukradeta to flašo tega, kaj je bil, Gordo. Ja, Genija. In je zgledalo, kako ta Italijan bo napravil sigurno, ne, bo prav in šel, ne, ampak s pretvezo, tako rafinirano, ne, je uredil zadevo Slovenc, ne, vodiral, če rečemo, pa bil Italijan, ne, to je ena, ne, druga je bila na vlaku, je bila ista, ne, una dva gresta, ne, una se kreja s Puljotov, ne, in on pa drugi Italijan uide, ne. Tako je bilo potem tudi tam so to pasažo. Ja. Me zanima tako, če čisto slučajno, ne, ta zadeva prišla ven, ali tam smo ostali v Trstu še vedno tako, no, recimo, servilni napram. Ja, moram reči, da je bilo... Zadnja scena je bila pa ta, ne, je rekel, ma saj se ti napravil vse, ne, krči in tako naprej. In njega pa ni več, ne, je... To me zanima, če čisto slučajno, ali smo ostali še vedno tam? Ne povem, slučajno. Šele zdaj sem opazil pač, da je to lahko se gleda na tak način, ampak ni bilo to zavedno. Mogoče bilo nezavedno, sem tel nekaj povedati, ampak nisem tak zavedno to postavil, da je pač Italijan zmeri zbeži, Slovenc mora tam ostati pa reševati. Ampak je dobra opaska, mogoče moram znotraj sebe malo razčistiti pa videti, kaj sem to napisal. Tak freudizem se tega. Izvolite, prosim. Jaz sicer ne bi ničesar vprašal, ampak bi zgolj povedal moj občutek. Jaz sem film dojel kot Mečkam bolj k sebi, če drži. Čega vidika zelo povezovalnega med Slovenijo in Trstom, kar je morda danes skoraj neobičajno. To je skoraj edinstveno, na fin način, neusiljen način povezati Slovenijo s Trstom. To je z tehničnega vidika. Sicer pa se mi zdi ta thriller, kakorkoli ga že imenujemo, res izjemno zanimiv in kar je najpomembnejše, človeka drži venomer v napetosti. To redko srečaš v filmih, da bi te držali, da bi te film držal kar naprej v napetosti. Vedno so te mrtvi hodi, morda v prvem delu nekaj malega, vendar potem pa vse manj in manj. In tretja značilnost, ki jo bi le želel poudariti, res gre za družino z tremi na videz različnimi značaji. Oče, starejša doba, bolj grob, skoraj nerazumljiv, revolucionaren v nekem smislu, sin današnjemu času prilagojen in drugi sin, Robert, če se ne motim, duhovno
mnogo močnejši od obeh drugih. Vendar hkrati je naiven v tej svoji duhovnosti in seveda naseda nekemu klošarju, ki je v svojem videzu kot Kristusu, predstavlja se ga kot sebe, sebi vidi kot Kristusa, ki je pa po svoje vagabund, ki seveda lahko poštenega človeka, duhovno močno razvitega človeka tudi zavede v neki prostor, kjer je skoraj ni izhoda. Drugo, prej sem slišal, ali je film zaključen ali ne. Za mene je bil film popolnoma dovolj zaključen. Hvala lepa. Super, hvala za lep komentar. Ne. Še posebej sem vesel tega začetnega. Ne, in ostane v spominu. Krasno. Ne, sem to bi, da je bilo mišljeno, da pač s tem filmom poskušam združiti to svojo kulturo, v kateri sem odraščal v Italiji, in kulturo, pač, kateri spada, ne, slovenski. In se mi zdi, da je bilo pomembno to, da poskušam Trst, Italijo, Slovenijo s tem svojimi vključiti. Ne. Tako da pač mi je bilo pomembno to narediti film, ki poveže ta dva svetova. Ne. Kar se samo vmes, vprašanje, kako Trst pozabo ali ne. Jaz sem rojen v Trstu. In 80 let živim v Sloveniji, v Ljubljani, Trsta nisem nikoli prebolel. Hvala lepa, Ja, se tudi drugi niso pozabili. Gospa, prosim. Jaz bi rada, tudi mogoče ne bo to vprašanje, ampak bolj bi se navezala na komunikacijo. Vi ste rekli od začetka, da bi bila komunikacija v tem filmu zelo pomembna. Ne? In meni je bilo zelo všeč pravzaprav pri ženskem delu filma. Tam dejansko je tudi zaključek. Čeprav te razgovore pravite na koncu, to bi bilo odprto. Ker krasno to prikazano ravno to, kako to dementno nono, sprejme tudi snaha preko otroka. Najlažje, ona vidi, to je hitro v tej vlogi prijateljice, tudi malo svojo potegne v to. To je bilo res enkratno. Pri moškem delu se mi je pa zdelo res, tudi če bi dali zaključek, temu je bilo zelo težko, ker so stvari zelo močno utrjene. Ja. Zanimivo je tako. Bom rekel, da je zanimivo bil odziv pri nekaterih mojih prijateljih, ki nimajo družine, ki nimajo otrok, in jim je bil mal ta ženski del tuj. Ga niso povsem razumeli. In tisti, ki pa imajo otroke pa družino, jim je bil dostopen. Nekateri pa ni bilo jasen ta odnos z babico, otrok pa mama. Tako da je bilo to eno zanimivo tako, da eni deli pač tako, da pač eni moji prijatelji, ki nimajo družine, pa tega dela niso razumeli. Tako da je bilo hecno, tako da pač dojemanja. Je pa tako bilo, dosti krat sem opazil, da vsak se približa enemu od treh delov. Ponavadi te gledalce, ki sem se pogovarjal, vsak mi je bil en del bližine, glede to, kakšna oseba je. En je bil bolj drugi, prvi, tako da pač. Tam dolje, gospod. Torej, prvo čestitke za zelo globok film, dejansko človeka ne pusti ravnodušnega. Jaz imam vprašanje. In sicer pokazali ste, kar se mene tiče, v dveh delih izjemno intimo v filmu. In sicer v prvič z likom matere, se mi zdi, da to nekako sede človeku. In drugi tak izjemno zame intimni del filma je prizor, ko klošar prisede k mizi. Tudi to se mi zdi, da je pravzaprav ena taka globoka zadeva in seveda ste pustili dovolj časa za razmišljati, kaj se bo tam zgodilo. Ampak bistvo mojega vprašanja je pa naslednje, oziroma moje vprašanje je naslednje. Potem sem bil pa malo presenečen, ko ste pravzaprav obdobja filma pa povezal z tekstom. Torej, v prvem delu ste pokazali izjemno izrazno sposobnost,
tudi, ker sem bil pa malo presenečen, kako to, torej, da ste se odločili obdobja povezati enostavno z tekstom, ne pa mogoče vizualno ali pa kakorkoli drugače. Da imam to v bistvu nek naslov za vsaki del. Ja. To je bilo zato, ker je bilo mišljeno, da vsak del, ko je bil na papirju, da vsak del se začne z imeni glavnih likov. Potem pa sem se odločil mogoče, da ne bom imel nič. V enem trenutku pa smo se pogovarjali o tem, kako bi predstavil. Ne vem točno, moram priznati, da tako zdaj racionalno bi težko zdaj obrazložil, zakaj, ampak v tistem trenutku, ko smo bili v montaži, se mi je zdelo, da nekaj potrebujem, da ločim te dele, da dam malo pauzo gledalcu in se mi je zdelo, da pač te neke besede imel nek smisel v kontekstu zgodbe, tako da pač tako kot so se prej z Borisom pogovarjala, pri filmu je tako, v enem trenutku moraš se odločati in gledaš film in ga takrat čutiš v tistem trenutku in se mi zdi, da pač, ko sem ga bil v montaži, sem se odločil za te besede, ker se mi zdele, da pač pašejo. Mogoče čez par let bom videl, da mogoče so nepotrebne, ampak film je tak nastajal, v enem trenutku treba narediti ene odločitve in takrat se mi zdelo, da pač te besede so pomembne kot uvod v vsak film. S tem, da pač vsaka zgodba je povezana s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, ne, na svoj način, ne. Vsak lik živi v sedanjosti, eden gleda v prihodnost, eden pa v preteklost, ne, se mi zdelo, da pač ta časovno obdobje, tako kot je rekel Boris prej, so del tega življenja in se mi zdi, da pač te liki v tem življenju so pač bili vezani. Prvi je mogel razčistiti preteklost, drugi liki so mogli razčistiti sedanjost, tretje zgodbe so mogli razčistiti prihodnost, ne. Tako da pač se mi je zdelo to pomembno, da se tako začnejo posamezni deli. Lahko še jaz nema ne odstvarite, govoriš ti trenutkih odločitve za konc, za te napise recimo zdaj. Zdaj, pri filmu več ali manj se ve, da je tu še posebej, ker ne plavamo v denarju, ne, da bi si lahko marsikaj privoščili, je treba strahotno racionalizirati vse, od minute do minute se ve, kaj se bo in ne sme to zbežati iz rok, ker drugače pride do katastrofe in poloma. Ampak vendarle, koliko je prostora, vsaj kadar ti delaš, za improvizacijo na samem setu? Oziroma bom še drugače vprašal, koliko prepustiš igralcev, koliko se z njim ukvarjaš? Moram priznati, da je bilo zanimivo delo z igralci pri tem projektu, zaradi tega, ker sem z različnimi skupinami, za različno zgodbo, različno delal. Recimo z Juretom Henigmanom pa z Zakinjo smo delali največ, ker je predvsem Jure Henigman hotel vedeti vse. Mi smo se dobivali še pa še in me spraševal in ta lik, kako je bil ta in kaj je bil, ko je bil mlad in kaj je to delo in je bil tak po svoj perfekcionist in smo ogromno debatirali in vse sva postavila in z Zakinjo smo postavili vse, tako mizenscensko, tako kot da bi predstavo imeli, ne, res bilo postavljeno. Z Borisom in z Mirando smo postavljali najmanj, ker enostavno oni točno vejo, kaj morajo narediti in v bistvu ni treba z njimi, pa nič, tako enostavno oni so bili to, ne, oni so se uživeli, ne. Veliko smo delali z Sebastianom pa z Mašo Berganc, ampak pri njih je bilo bolj tako, ni bilo toliko v postavljanju same prizora, tako kot smo delali z Henigmanom pa z Zakinjo, ker tam smo res postavljali prizor, kako bo ležal nekdo, kdo se bo premikal, kako bo hodil. Medtem ko so recimo z Mašo in Sebastianom smo se ogromno pogovarjali, kakšen je bil njen odnos prej, ko sta nekako recimo tako, nista bila v manjši krizi, kako sta se spoznala, da je bilo dosti v tem pogovoru njihove predzgodbe, ne. Tako da je bilo različno delo z različnimi igralci, tako, jaz sem pač sprejel to, tako, kar je gledalec potreboval, ne. Se mi zdi, da pač
Mi je bilo recimo nesmiselno, da bi zdaj Borisa forsiral na zdaj mi odigrati to sceno, ker enostavno sem videl, da ni bilo potrebno. Ne. S tem, da recimo pol mi je bila zanimivo en trenutek v filmu, ko se pač oče in sin vozita z avtom, preden srečata klošarja. In je bil en tekst, ki ga je mogel Sebastian povedati in je bil dolg, nekako ni bil naraven, ni bil spontan in so bili 3 stavki, ampak je mogel vse to povedati. In v enem trenutku Boris svojo izkušnjo je isto povedal v enem stavku. Zakaj je Sebastian, zakaj ne bi rekel tako? In je bilo to. In je v trenutku s to svojo izkušnjo uspel eno klobaso teksta z enim stavkom povedati. Ne? In to je pa ta izkušnja. In pač, ko imaš takega igralca, ki ti zna na tak enostaven način rešiti situacijo, da moraš reči, to na papiru ni bilo tako, ne? Kot nekateri pač ne. Tako da pač, jaz sem absolutno za to, da pač igralec pomaga in s tem, da tudi recimo smo z vajami vadili tekst, ga spreminjali, jaz sem si snemal in si pol dopisoval, prepisoval in nadgrajeval. Tako da pač sam scenarij se potem tudi z vajami nadgrajeval. Z direktorjem fotografije pa jaz pa sem nekako okvirno imel v glavi, kako bi režiral, kako bi postavljal kamero, ampak na sami situaciji sem to spreminjal in si puščal odprto, da smo pač na tem, tako bom rekel, jaz ne maram ta način, recimo tako reklamarski, kot delajo pač, ker se delajo reklame, kjer je vsak kader zrisan, načrtan, da mora biti točno tako, kot je in tako neživljenjsko, mora biti točno biti tako posnet, ne? Tako da pa smo zelo potem se sprotoma adaptirali na situacijo, na luč, na trenutek, pač smo postavili mizansceno tako, kot bi nekako bilo v prostoru in potem na to smo potem videli, kaj bi bilo najboljše za ta trenutek, s tem, da sem pač imel zmeri v glavi nekako, kaj sem si zamišljal in kaj bi imel, ne. Tako da smo bili z tega vidika kar odprti, ampak smo imeli svoje časovne, to smo mogli danes posneti in smo to snemali. Seveda, ja. Tako da pač znotraj tega pa smo bili precej, sem si pustil precej odprto na predloge direktorja fotografije, predloge igralcev, ampak po svoje, predvsem z igralcev smo že prej obdelali vse na vajah, ne. Pa preden smo šli snemati, ne. Tako da smo pač vedeli, kaj bomo delali, ne. Pa še eno zaključno vprašanje, če mi dovoliš, ker mislim, da bi bilo zanimivo, da poveš. Vem, da se ukvarjaš z Vorančevim Dobrodobom. Dokumentarc, ne o Dobrodobu, ampak o Vorancu bolj, če sem razumel. Voranc in nastanek romana Dobrodob. Ja, kaj te je pri tej stvari, tudi ta atmosfera, ki se zdaj dogaja, ki je precej že deplasirana okrog Prve svetovne vojne, kaj zdaj že vsak išče temo, kaj bi naredil okrog Prve svetovne vojne. Je to bil input ali pa? Ne, jaz sem štartil z tega, ker mi je všeč roman Dobrodob in znam, da to je roman, ki ga ne bomo nikoli mogli posneti, ker je predrag. In se mi je zdelo zanimivo, kako bi na nek način govoril o tem romanu, ker je nam, ki živimo na tem koncu sveta, blizu Dobrodoba, nekako nam je ta roman znan, nam je blizu, ga beremo. Mislim, da ni družine, kjer sem jaz bil, ki nima to izdajo iz leta 80 doma. V Sloveniji pa je ta roman podcenjen, se ne govori o njem, med literaturo o Prvi svetovni vojni ni romana Dobrodob, res da je leto še šel po natis romana, ampak je v bistvu manj cenjeno delo med Vorančevimi deli, kar se mi zdi škoda, ker je to posebno delo, predvsem zaradi tega, kako je napisan. To je roman, ki je absolutno modern, napisan je tako po filmskem, bi rekel, da je dokumentaristično in iz prve roke prikazuje dogajanje predvsem v prvih 2 delih na bojiščih. In se mi zdelo škoda, da pač
se o tem romanu ne govori, da pač to ni literatura, ki se tudi v šoli omenja. Omenja se druge literarne dela od Voranca, se pa pozabi na Dobrodob in z tega sem pač štartal. Potem sem pač, se mi zdelo zanimiva življenje Voranca in točno v tem obdobju, najbolj aktivnem, političnem, Voranca je nastajal ta roman. Več kot 10 let, izginjal je, 3-krat ga je napisal na novo, dopisoval, ukradli so mu ga, dobil ga je nazaj, uječe ga je pisal. Tako da se mi zdelo ena cela zgodba o njegovem življenju na tem romanu, se mi zdelo vredna govoriti. In po svoje je, čeprav je pač koroški avtor, je pač ta roman nekako povezan z našim prostorom, ne. In iz tega sem izhajal, tudi zaradi tega, ker sem se pogovarjal z izobraženimi ljudmi in niso znali, da Doberdob je v Italiji. Ljudje ne znajo, kje je Doberdob, ne znajo, da je Doberdob je Dobrodobska planota je na našem koncu, tako da se mi zdelo, da pač je to vredno in zdaj pač delamo dokumentarec o temu. Ja, verjetno, če bi Amerikanci ga poznali, bi naredili lahko en velikanski film, glede na vse jezike, na vse nacionalnosti, ki so se križali na tem času. Še kdo mogoče? Ok, najlepša hvala, da ste prišli. Hvala, Martin. Vse dobro ti želim. Hvala. Filmski režiser gledališki. Prehod enega na drugega. Ne, to sta dva svetova. To sta dva svetova, najprej je bilo gledališče. Ne, pa sta dva svetova, to ni primerljivo. Ne, to je v šali, imata veliko skupnega, prav gotovo, da imata veliko skupnega. Imata veliko skupnega, po mojem mnenju, imata skupne zgodbe, imajo skupne igralce, imamo skupne zadeve. Govorimo o verjetno isti kodi z dvema USB-ema, drugačnima. Hvala lepa. Hvala. Hvala.